Izvolite. Prvi korak je za vami. Kako komentirate pravzaprav teh prvih nekaj dni in tisto, kar zdaj je pred vami? Koliko podpisov imate, to je tudi vprašanje? Ja, zbrali smo nekaj čez 3000 podpisov. Prvi korak je res za nami, drugi sledi. Bistveni je bil pravzaprav tale prvi, s katerim se je tudi odprla neka možnost javne razprave. Danes ob 4 smo organizirali v Atriju ZRC simpozij z nekimi 10 govorci, ki bodo skušali postaviti kontekst vso dogajanje tako na mejah od Svetlice spremembo zbiranje podpisov je bilo ta 7-dnevni rok je bil kratek, res je bil vikend. Čeprav se je vmes zdelo, da slabo kaže, nam je danes le uspelo vse pošteno spraviti. Iz različnih koncev Slovenije, nekaj čez 3000. Zdaj seveda za drugi korak je treba zbrati 40 000. Ali pričakujete? Ta trenutek še nismo razmišljali, v drugem koraku ni bilo preprosto časa za to. Tako da danes bomo malo prespali vse skupaj. Če bo slučajno državni zbor sklenil, da referendum na tej temi ni dopusten po zadnjih spremembah ustave, ali bo se obrnili na Ustavno sodišče? Počakajmo, da vidimo, kaj se zgodi. Zdaj mi, kolikor vem, imajo 8 dni. Zadev politike je že od začetka zbiranja podpisov tako izrazil obžalovanje, da bi prišli, da se nekako odločuje in da bo se Mi obžalujemo predvsem to, da politika ni bila sposobna na račun problema, konkretnega problema, izvesti konkretne javne razprave, ampak je posegla temeljno zakon o obrambi in spremenila razmejenost policije in vojske. Se lahko predstavite? Matej Janković. Aktualna politična redakcija Radio Slovenije. Martina Vervarič. Mogoče še to je samo Urednica. prihaja v kriminalno zelo javno, to je nedržavno forma in tako naprej. Kaj mislimo na to? Mislim, ravno nasprotno, da ni bil niti način, kakršen se sprejel ta zakon državotvoren, niti sam zakon po našem mnenju ni državotvoren. Sploh, če se spomnimo na čase, ni malo manj dobro, bi veliko boljega, kakšni so bili tisti časi, ko se tako postavljali, kako se gledalo na take civilizacijske dosežke, kot je razmejitev vojske in policije, ki je sprejeli posebej to oblasti. Lahko samo še to vprašam. Če slučajno na meji poči tudi zato, ker tam ne bo dosti ljudi, če vlada razglasi druge razmere. Kakšen je vaš komentar, če ljudi ne bo dosti tudi zaradi pravzaprav čakanja na ta zakon? Mi že danes vidimo, da aktivno sodeluje vojska na meji, tako da ta zakon ne omejuje vojske pri njenem delu. Vojska ne sme pravzaprav imeti nič s civilisti. Vojska zaveda za to samo ukazuje. Mi smo ravno mnenje, da je treba spremeniti dojemanje humanitarne krize, ki se odvija na naši meji in na drugih mejah. Ne gre za varnostno krizo, gre za humanitarno krizo. In če se bo na njo odzivalo kot na humanitarno krizo, mislim, da pri takih težav, kot vi omenite, nikako ne more priti. Hvala lepa. Hvala. Še zahvalili bi se radi vsem odpornikom, mislim, ki so se odločili to pobudo tudi sami, hvala vsem, ki so prispevali.